Obletnico so imela z Drago. To je bil najsrečnejši dan mojega življenja. Žakmo. Kaj pa je vse dobro? To je Tjaša. Mislim, mora obstajati neka razlaga za to. Dobro, seš, zakaj se Tinder uporablja? Ni to, kar ti misliš, da je. Pero Lovšin, Pero Predin, Pero Kreslin. Pa to je grozen. Ja, Tjaši, povej. Kakšne kufre, pa se jaz nimam kam iti. Tjaša. Kaj pravi? Całkejden ziemiele je kumaj zełzdiele kadija kado. Ja, in pol sem prišel domov. So bile že vse stvari pred vrati. To je bilo to. A se boš prebavljal, stare. Veš, koliko je še žensk na svet? Saj ne gre za to. Meni je samo hudo, ki je igrala tako umazano igro, a veš. Jaz sem jo imel res rad. Lahko bi mi sam rekla, da to ni to. Pa bi razumel. Ne da pa da pol zvem, da je vse. Renato, ti voglio bene, non l'hai capito. Renato, se non mi baci non vivo più. Renato, la serenata che ti ho cantato. Renato, vuol dire che morirò per te. Evo, lej, kar noter lepo izvoli. Ej, saj če nikoli, da sem jaz tukaj lahko grem, res sploh ni panike. Ma ne, izvoli, lej, sedj se kar tukaj, lej. Sploh ni problema. Ej, ti se sploh ne sekiri zaradi Breda, veš, itak sem jaz vodja projekta, tako da tu, kar ona misle, zate sploh ni važno, veš. Dva pa, lej, tako, kot sva rekla, a ne, ti boš delala parkrat na teden, jaz ti bom pa lepo na roke plačal. Dobro? Ja, vse kul, sam res nočem, da je zaradi mene slabo vzdušje ali pa kaj. Ne, slabo vzdušje je zato, ki je Patrika, onga zočalca, veš, ženska pustila, zdaj pa nekaj oka. Ampak imam jaz nekaj za enega, dobro, da sme spomnila. On je velik fan od Luke Dončića. Jaz sem se odločil, da ga malo razvedrim in mu podarim podpisan dres od Donke. Nice. Pazi zdaj. A, kaj pa to? Hudo? Kje pa je podpis? Dobro, to me pa malo zgolfala, ne. A to mu boš dal? Vse važen je, da res ni toliko poanta v podpise. Podpis je sam bonus. Vi pa namesto, da bi mu rekli, da to ni prav, mu pa še ploskate. Bravo. Dobro, jaz sem zaploskal samo za dobrodošlico, pač. Ker imamo novo sodelavko, a ne? Kakšna nova sodelavka? On tega ne more in ne sme narediti, pa kaj vam ni jasno? Klic šefa pa ne mu on pol govorijo, ne? 5krat sem ga že klicala, pa je skozi nedosegljiv. Ej, Patrik, jaz vem, da ti je malo bedno, no tudi Brine sem že vse razložil, da te je tvoja varala na Tinderje, da te je fukala z bajte konc koncev, ampak lej, kukorkoli že, med vas Brino sva razmišljala... Saj jaz nisem nič imela tukaj. No, mislim, zraven si bila, ne. Glavno, med vas sva razmišljala, da te malo razvedriva, da te dava eno darilo. Ne, vse je v redu, vse sem. No, počakaj, da te do konca povem. A te številka 77 na kaj spomni?
Ja, itek, Luka Dončić. No, evo, zate, prijatelj, da boš malo lažje prebolel vse skupaj, dres od Luke Dončića. Ja, hvala, no, ne bi bilo treba, res. S podpisom. Čak, kva? Ja, evo, lej, prid pogled v židu. Čakaj, si ti normalen. Original, lej. Luka Dončić, Dallas Mavericks, NBA. A? Si ti normalen, ne? Ja, lej, sem gledal, da ti bo všeč. Kje si pa to dobil? Po eni tekmi. Ma lej, prim. Čakaj, to bi videla dala meni. Ma zate, lej, oblec se takoj. Isti Luka. A? Pa probi še malo po Švico smrdi, Ja, možno, ja. Čakaj, vi bi to dala meni, res? Sam zate, stari. Stokrat hvala, res. Hvala, res. Stokrat hvala, res. Ne, si jaz nisem našla. Hvala ti, ful. Hvala ti, res se sploh ne morem verjeti, kaj držim v rokah. Eno fotko, a? Ja, gremo, daj, če ti zraven. gremo Daj, če ti zraven, eno jaz fotko, sem čakaj. Daj, S podpisom, daj, prid, Brina. Ti moraš nujno biti lele. Čakaj, daj, a boš slikal? Ja, evo. Ja, čakaj, a rečemo. Tole. Luka! Lepo pozdravljeni v oddaji 100% Cool z Renom. Danes je z nami psihoterapevtka, gospa Sanja Rozman. Kdo ste, s čim se ukvarjate? Jaz sem zdravnica, trenutno že v penziji, delam pa še naprej kot psihoterapevtka. Ustanovila sem Zavod Sprememba v srcu, ki že 30 let dela na psihoterapijo za ljudi za nekemične zasvojenosti in za travme iz otroštva. Mladi ogromno uporabljajo razne pametne naprave. Vem, da se verjetno vi tudi malo spoznate na rabo pametnih telefonov, pa imam eno vprašanje za vas. Moj nečak zdaj počasi prihaja v leta, ko bo že rabo pameten telefon. Zdaj prejšnji teden je bil 4 leta star. Ojoj! In sem razmišljal, da bi mu kupil nek telefon, ampak ne bi rad preveč zapravljal, tam nekje v rangu 1000, mogoče 1500 evrov. Si pa res želim, da bi mu čim dlje zdržala baterija, da če ga ima ta malo cel dan v roke, da ni treba nekaj filati vmes, da se mu ne sprazne baterija. Kjer telefon bi mu vi svetovali, da čim dlje zdrži baterija? Ali je mogoče boljš kupiti 2 cenejša telefona, pa se en skozi polne, pa ti na ta način nikoli ne zmanjka? Pametni telefon ni za otroka predšolskega, niti za prvo triado oziroma vsej tam do sredine osnovne šole. Ne, sej, da ne boste mislili, imamo mi tudi neka pravila, glizant sem mogel malo reda narediti, ker sem pa ta starejšega nečaka pazil, ki je pa že starejši, bil pa 8 let star in sem ga smerkal po šoli, no in sem prišel v njegovo sobo in sem rekel, koliko časa si že na telefonu danes? In je rekel 7 ur. No, sem rekel, zdaj pa kar malo mira, ne, točno veš, da to ni zdravo za baterijo. In je rekel, a veste, kaj mi je rekel mulc? Da je pa bral na internetu en članek, v katerem pa piše, da je vsak lahko toliko časa na telefonu, kolikor je star. Ker je on star 8 let, je lahko tudi 8 ur na telefonu. In potem, ko si star 24 let, si lahko 24 ur na telefonu. Tako, jaz sem mu pa rekel, lej, če pa to drži prav, pa bo še 1 ura na telefonu. Ampak potem sem pa prišel po 1 uri nazaj v njegovo sobo, sem rekel, zdaj pa dosti, zdaj pa brez milosti. Tudi po tej tvoji teoriji to ne zdrži več, je že 8 ur minilo. Lej, počni še kaj drugega, dokler je dan, imaš polno možnosti, imaš tam računalnik, PlayStation, televizijo, karkoli. To so tudi ekrani. Razumite, da gre za vsebino, ne za obliko. In problem je, da že tako mali ne more nehati. To je alarm. Klej naprej je studio. In to je naša Martina. Čau, Martina. Klej gor imamo pa pisarno oziroma bolj monterenco. To je Silvaši. Jaz ga kličem Silvo Cute, veš kao, Silvo plus Silvo Cute. Oj, Brina. On je študentka drugač. Klej naprej imamo pač to pisarno, to je to, Patrika poznaš. Jaz sem Klej, ti si pa lahko Klej ali pa tukaj tudi mi ziste frame. Se kom dela,
Geslo je, ne boš verjela, zeleni odsev. Sem probala za pamet. Ne, se ne rabiš, samo ima na fasadi napisan. Ok, cool. In? Kam se usedla? Kva? Ja, Brina, kam se usedla zraven tebe oziroma Patrika? Kaj pa to važen? Je važno, da vidim, kam gravitira. Dej umir se, no. Stari, jaz mislim, da je ona mlajša sestra od Nine Urh. To je bila najlepša bejba v našem klasu. Ko smo bili tako 14, je ona zgledala že gladko 18. Pa tudi tako, malo so se že v izdi pecala, veš. Ampak ta mala je pa sam še lepši. Prej sem jo gledal zunaj na čikcu. Fak, kakšna eleganca je. Dej tih bod, no, kaj vse noter slišati. Ja, in? Ja, slišala te bo pa spet awkward, pizde. Kaj me briga ne sliši? Bo pa vsaj vedela, če bo kdaj dolcet, lahko prije dol pa čiče kati. Oj. Oj. A sem kaj zmotila? Ne. Te lahko nekaj vprašam? Veš, kaj me zanima, si ti mogoče mlajša sestra od Nine Urh? Ja, jo poznaš? Ja, valjda. Ni da sem bila osnovke skapaš. A res, kaj? Ja. Ful dobro. Je bilo kar luštno, veš. Rec, da jo lepo pozdravlja Bizjak, no. Bizjak, ok, bom ji rekla, ja. Ti se me pa ne spomniš, sem bil enkrat pri vas na enem rojstnem dnevu. Ne, veš kaj, verjetno sem bila še premajhna. Ja, to pa možen, ja. Nina me pa tudi ni nikoli omenila. Ne, nikoli. Niti enkrat. Ne. Čuden. Veš kaj, se ona ni dosti o svojih sošolcih govorila, tako da nobenega se res ne poznam. Edin, kar se pa spomnim, da je omenila, je pa, da ste imeli nekega Aleksa, nek kreten, ki je skošla te sošolke. To se pa spomnim, da je rekla, ja. Aha, to je pa rekla. To je pa čisto zgovorila. Mislim, se vem, ker je. Ko pa je tebi ime? Bizjak. Na ime, kako ti je? Kaj je zdaj? Ste se že spoznali? Kad dva že poznaš? Tole je pa Aleks. Kamerman pa malo v Photoshopu dela. Ajn, dečko. Aleks, me veseli. Neč, dej, gremo doma v studio kamere pogledati. Evo, ne. Fak si ti seljak, res. Kako pa ne bi rekel? Pa se rekel sem, da bo tih. Ja, ker sem videl, da to malo. Veš, kaj sem razmišljal glede dresa, ne? Pač res ful vam hvala še enkrat za res sta mi polepšala dan. No. To je on vse sam, jaz nisem imela res nič pri tem. Kakorkoli, res cenim, res. Pač olajšala ste mi to situacijo, v kateri sem trenutno, no. Lej, se to je bil namen, ne? Ja, zdaj pa upam, da ne boste jezni, no, ampak jaz že cel dan razmišljam, pač koliko je tle pri nas enih ljudi, pa predvsem otrok, ki imajo mogoče hujše situacije, kot imam jaz, ne, pa bi jim lahko jaz zdaj pomagal, a veš? Ja, in sem razmišljal, da bi začela eno dobrodelno akcijo, pa bi jaz povabil ljudi na Facebooku pa na Instagramu, da mi pomagajo najti enega otroka iz socialno ogroženih družin, a ne, pa bi mu mogoče ta dres več pomenil, kakor meni. A veš, da naredimo neko pozitivno zgodbo iz tega. Lej, da redko krčeš. Kaj, ne boste jezna? Ne, lej, če už ti zadovoljen. Pol smo za. Jaz ga ne bi dala naprej. Zakaj ne? Zato, ker verjetno nikoli več ne boš tazga dresa dobil. Ja, ampak Brina, a veš, koliko sta vidva mene osrečila? Ej, jaz hočem to deliti naprej, štekaš? Ej,
Super bo, boš videla, res. Evo, dragi moji, kakor ste videli na mojem profilu, podarjam tale dres s podpisom od Luke Dončiča. Tako da vas rabim, da mi pomagate najti nekoga, ki bi si zaslužil ta dres. Tle ciljam predvsem na otroke iz socialno ogroženih družin, otroke, ki so v stiski in bi jim ta dres mogoče polepšal dan ali pa celo življenje. Ne vem, tako da šerite, hashtag Patrik podari, šerite video, followajte, se vidimo. I'm out. Evo, dragi moji, kakor ste videli na mojem profilu, podarjam tale dres s podpisom od Luke Dončiča. Tako da... Razvoj novih tehnologij ustvarja tudi prostor za nove izume, za nove inovacije. Jaz sem naredil eno predstavitev tehnoloških pripomočkov, ki bi staršem z majhnimi otroci pomagala pri varni rabi pametnih naprav. Pa takole. Varna raba pametnih naprav. Pa tako sem dal malo emoji, da se lahko malo bolj povežejo otroci tudi s tem. Pametne naprave so zelo drage, zato moramo paziti na njih in jih varno uporabljati. Smo že prišli lepo v park. Mamica gre na sprehod s svojim dojenčkom in seveda pomisli, otrok si želi tablice, da bo gledal kakšne vsebine, ampak tablica se lahko razbije, ker otrok jo ne zna še uporabljati, ne? In pride do velike škode lahko. Kako rešiti? Evo, tukaj je priložnost za našo inovacijo. Takole iz vozička vidimo en tak nastavek, se potegne ven, noter damo lahko telefon ali pa tablico. Otrok potem gleda stojalo za tablico, ki se potegne ven iz vozička. Kaj rešimo s tem? Pametna naprava je varna, otrok je zadovoljen, mamica je pa tudi zadovoljna, ker ve, da se ta naprava ne bo razbila in da ne bo velike škode in da ne bo velika stroška. Tukaj je že drug scenarij, vidimo, otrok se malo dolgočasi, ker gleda oče neke programe, ki mu niso zanimive. Oče seveda ve, otrok bi rad mu tudi kakšno tablico, sem tablica se lahko razbije, zato ker jo ne zna še tako dobro uporabljati, lahko je malo neroden. Tukaj je že naša inovacija, tak ušitek, noter gre lahko tablica, jopica z nastavkom za tablico. Evo, in kaj rešuje ta naša inovacija. Zdaj je pametna naprava varna, se ne bo razbila, otrok je zadovoljen, ker gleda svoje vsebine, oče pa tudi brez skrbi lahko gleda to, kar ga zanima, pa je mogoče mladini nezanimivo. Seveda nismo pozabili tudi na najmlajše v porodnišnici. Tukaj le vidimo v inkubatorju. Oni imajo iste želje, tako kot vse otroci, gledati na tablice kakšne vsebine, ampak v inkubatorju jo ne more gledati. Zakaj? Zato, ker se lahko pametna naprava pregreje in se s tem uniči. Spet priložnost za našo inovacijo. Iz stropa se lepo spustijo tele nastavki. Avtomatsko hidravlično stojalo za tablico, za inkubator, za dojenčke. Naslov je še malo dolg, ga bo treba verjetno še skrajšati. In evo, vidimo, tukaj iz njegove perspektive, takole vidi, sestra zdaj pritisne play. Tukaj lahko vidiš, koliko Amazon prihodka sem naredil. Si zdaj bo sestra pritisnila, preskočijo glase, pa se lepo začne risanka in lepo on v miru gleda. Pametna naprava je varna, se ne bo pregrela, otrok lahko uživa in evo, tudi vsako drug otrok ima lahko svoje vsebine ali pa tudi če zaspise, pa tudi izklope. Kako se vam zdijo moje inovacije? Najbolj sofisticirana stvar v znanem vesolju so otroški možgani. In mi to v bistvu hočemo zamenjati za butaste telebajske. Katastrofa. Tako se stvari razvijajo. Skratka, bolj nas skrbi za to, da se bo tablica razbila, kot pa za to, da se bojo dojenčku možgani sfrknili na pritiskanje na gumb, namesto da bi se... Ja, se tle v bistvu sestra pritisne, ne, se ji sam ne more. Še to ne, ja. Ja.
Ja, z največjim veseljem, ja. Ja, zmenjeno, ja, pošljem naslov. Pošljem, ja. Ja, hvala, nasvidenje. Patrik, a ti poznaš naš radio? Ja, itak je. A poslušate kaj? Ja, skozi, ja. Pol veš, da imamo mi skozi neke akcije. Ja, itak, ja, vem, ja. Lej, mi smo na radiju videli, kar si ti začel s tem dresom. Mi smo takoj vsi rekli, pa to je genialno, to bi hotela spremljati cela Slovenija. A mislite? Ma vem, sigurno, fiks. In vi bi pol naredili prispevek, ali kako? A ti jaz gledam kot novinarka, ali kaj? A veš, da sem jaz direktor drugega najbolj poslušanega radia v Sloveniji? Ja, vem. In zakaj ste pol tukaj? Le, Patrik, a tebi ne bi bilo škoda, ko imaš tako dober content, da bi te videli samo tistih 300 followerjev, ki jih imaš. A veš, koliko imamo mi followerjev? 100 čukov. A pa ne bi bilo fino, da bi mi en drugemu malo pomagali. Pa da bi združili moči v tej akciji. A vi to resno? Zelo resno. Pa ti se spomnil ful dobro foro, pa dres v donke imaš. Mi smo pa popularni, pa vsi nas spremljajo. Mi bi lahko naredili skupaj ful odmevno akcijo. Pa ti bi bil heroj, pizda, no? Lej, vsi bi vedeli, to je pa Patrik, ki otroke usrečuje. Mislim, ne, tega res nisem pričakoval, no. Ne vem, kaj ne rečem. Lej, poslušaj, mi imamo že idejo. Patrik podari se, to je dobro, sam se ti veš, da imamo mi radio super nova, tako da pri nas je vse super Jaka, super Nataša, super Tatjana, štekaš. Vse poznaš, ne? Ja, poznam. Tako da zdaj naprej bi bil ti super Patrik podari. Kaj misliš? Ja, seveda sem za, mislim, ne, zdaj ste me čisto presenetili, ker malo mi gre na jok, no. Pa to je to. Glej, tako bomo naredili. Ti boš še zmeri vsak dan storije snemal, pa del objave v dresu, pa nas boš malo zraven potegel, pa kakšne naše sponzorje. Jebi ga, se veš, to more biti. Ja, vem, ja. Lej, sam, to moraš zdaj delati vsak dan. To moraš zdaj resno vzeti. Ja. A prav? Bom, ja, prav, mislim, super. Najlepša hvala, res. Ja, nič, pa se pa vidva jutri. Če bi vas lahko sam nekaj vprašal, a veste, kaj jaz bom mogel zdaj delati te objave vsak dan, a ne? Pa se bom mogel zmeniti na delu, da bom manjkal, a ne? Pa se bom vozil k vam z avtobusom, ker še nimam izpita, pa sem mislil, če bi se lahko zmenil, da bi dobil kakšen majhen honorarček, ali pa vsaj za potne stroške, če je mogočno. Poslušaj, Patrik, a mi to delamo za denar ali za dober namen? Za dober namen, seveda. Točno to. Za dober namen. Keš pičke pač izvete, da je šla bo platna, za kurca me šlata, me OBV-ja in Passata. Gremo trdi boss in kravata, pazi na desnico, gang, šuriken, lulike. Ljudje se imajo radi, mi imamo radi dnar. Slovenija ima talent, to šak in zidar. Večina zna štet keš, večina keša nima. Vem vse, kar me zanima, ti me ne zanimaš. Predani in veseli Bog dače, poza bogače, zadnji zici, inšpektor gadget. Tek več, kak se reče, prva da, prva zmaga. Lajko sliko in čez 2 dni oba naga. Visok čop, Chanel diši, pajkice, hodi sama. I kar naenkrat bo prava mama. Mi smo tu pa tam, prihajam z 1-2, mic check 1-2, mic check 1-A. Shuriken, Yamakashi, baby. Ne morem se znebiti občutka, da moje inovacije niso prepričale psihoterapevtke. Potrebne so izboljšave. Zato sem se obrnil na najbolj sposobnega človeka v naši vasi. Davor Seražin je poštenjak, ki mu preteklost ni prizanašala. Potem, ko so mu zavrnili status kulturnika in v obrazložitve napisali, da švasanje in postavljanje mlaju ni umetnost, so mu zlomili srce. Kljub temu živi naprej in s kombinacijo socialne podpore in dela na črnu vseeno predstavlja idola vsem otrokam v naši vasi. Ugotovil sem, da inovacijam manjka bistvena stvar. Otroci rabijo gibanje, da se lahko telesno razvijajo.
Zato sva se Ražinam pripravila nov prototip. Stojalo za tablico, za gugalnico. Na tak način se bodo otroci gibali, naše pametne naprave pa bodo skrbno zavarovane. Seveda ni nujno, da otrok uporablja inovacijo samo za igranje igric. Če nimate časa za enega, pa si vseeno želite, da ima kvalitetno otroštvo, mu naložite TikTok in nikoli več vam ga ne bo treba animirati. Naj se zabava prične.